To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Na mostu čez Muro v Petišovcih so se včeraj opoldne znova srečali slovenski in hrvaški policisti. Novoletna poslanica predsednice Nataše Pirc Musar. Božično-novoletni prazniki nekoč in danes. V oddaji Med nama bo naš gost, pisatelj in pesnik Dušan Šarotar. In še vreme, jutri bo dokaj jasno. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni v silvestrskem Pomurskem dnevniku. Na mostu čez Muro v Petišovcih so se včeraj opoldne znova srečali slovenski in hrvaški policisti. Srečanje na mostu, ki povezuje slovensko in hrvaško stran, že vrsto let simbolizira dobro sodelovanje, medsebojno spoštovanje in prijateljske odnose med policijami obeh držav. Poleg policistov so se dogodka udeležili tudi predstavniki lokalnih skupnosti. Dolga leta je srečanje spremljala tudi posebna tradicija metanja kap v reko Muro, ki pa ga letos že tretje leto zapored niso izvedli. Vsako leto se nekako na ta način ob koncu leta srečamo, pa si povemo kakšno dobro besedo tudi malo bolj sproščenem vzdušju, kajti to je plod res dobrega sodelovanja s hrvaškimi varnostnimi organi. Ocenjujem, da je varnostna situacija na hrvaški meji zelo dobra. 3, 4. Opa! Pazi, bravo! V novo leto nas je pospremila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je v svoji novoletni poslanici med drugim opozorila na globalizacijo in vojne, ki zaznamujejo ves svet. V novem letu zato še odločneje gradimo družbo, v kateri sta spoštovanje in sočutje močnejša od strahu in brezbrižnosti. Od nekdaj smo bili Slovenci miroljuben in solidaren narod. Smo predani svoji zemlji, a obenem odprti svetu. Vemo, da zgolj sodelovanje in medsebojno spoštovanje prinašata boljšo prihodnost. Zato v novo leto vstopimo z zavedanjem, da smo kot narod, kot družba in kot soustvarjalci skupnega življenja odgovorni. Dragi gledalci, nocoj bomo sklenili božično-novoletne praznike, ki pa seveda niso kar tako zaradi lepšega, ampak imajo svoj pomen in tradicijo. O tej prijetni temi bomo debatirali v prihodnjih minutah. Naš gost je novinarski kolega in etnolog Boštjan Raus. Lepo pozdravljen. Pozdravljena. Pravijo, da smo postali komercialna družba, s tem izrazom pogosto opisujejo decembrske praznike. Koliko je ostalo pravzaprav tistega izvornega, pristnega? Ja, bolj malo. Pravzaprav je globalizacija seveda zajela tudi naš prostor in vse tisto, kar vidimo, je neka širša zgodba, neka ameriška zgodba rdečih barv, ne vem, morda lahko rečemo karkoli in njenega božička. Skratka, to je tisto, kar je preplavilo. Mladi bodo ali pa ti, ki zdaj odraščajo, vprašanje, kako bodo čez leta dojemali ali pa se spominjali praznikov pred novim letom, torej božiča, pa vseh ostalih, ki so v decembru že bili in pa potem tudi začetka novega leta. Namreč december je bil od nekdaj močno zaznamovan s tem prehodom v novo leto in z vsem tistim, kar je sodilo zraven, torej z bliščem, da tako povemo, ki pa je vendarle bil pri nas malo manj prisoten, kot morda je danes, ko je prišlo do te komercializacije, kot si povedal. Kateri elementi so bili prisotni, ki morda danes več niso? Zdaj, tisto, kar morda malo ljudi ve, je to, da se je nekoč govorilo o 3 božičih. To je bil božič, to je bil novo leto, torej dan novega leta, in pa potem praznik 3 kraljev. To so bili 3 božiči, 3 praznični dnevi, ki so bili posebej nekako označeni oziroma doživeti tudi seveda družinski praznik, tisti prvi božič najbolj, tega se tudi mi spomnimo in ta je nekako tudi najbolj prišel potem oziroma se prenaša na mlajše generacije.
Verjetno zaradi obdarovanja, ki pa je bilo nekoč vendarle bistveno bolj skromno, kot je to danes, a povedno, dovolj povedno, da smo si ga vsi zapomnili, da so si ga tudi naši predniki predtem zapomnili. Morda se lahko spomnimo tudi tega, da ni bilo ravno pri vsaki hiši božičnega drevesa. Ne? Govorim seveda o obdobju izpred 100 in več let. Marsikje so imeli nad vrati, nad durmi, samo vejico, ki je bila seveda okrašena s kakšno kroglico. To je bilo nekako simbolično potem nastavljeno kot praznovanje tega božiča, pa seveda potem prehoda v novo leto z novim letom. Trije kralji pa počasi zaključujejo potem to zgodbo. No, na družabnih omrežjih je veliko debate o tem, kdaj postaviti božično drevesce. Nekateri to začnejo že 1. decembra. Opažate na terenu morda kaj spodbudnega? Morda se ljudje vendarle obračajo nazaj k tradiciji ali niste dobili tega občutka? Kakor kje. Seveda trgovski centri začnejo z okraševanjem že takoj po 1. novembru, torej njihova zgodba se začne bistveno prej, kar je razumljivo, konec koncev gre za trgovine, ki morajo prodati toliko in toliko artiklov, seveda pa seveda vsi ti svetlobni efekti in tako naprej. Bolj kot ne opažamo, da se začne prej. Ne? Če se zdaj držimo, tako kot so se nekoč držali, bomo rekli, cerkvenega pravila, da se je okraševalo zadnji dan pred Božičem, torej na božični večer. In takrat so se seveda, ker predtem je bil advent in takrat se še ne praznuje, je danes tega bistveno drugače. Pravzaprav vse povsod že vidimo, tudi po domovih, tudi po okolicah hiš, da se lučke svetijo že od 1. decembra naprej. Se nas še držijo kakšne vraže, ki so veljale od nekdaj v tem času? Težko bi rekel, da se nas držijo, ker prihajajo nove zgodbe, novi spektakli, ki so bodisi prinešeni odkot drugod, ali smo si jih kar sami izmislili, pa nam je lepo. Družba se pač spreminja in tudi v tem pogledu je tako. Zdaj, seveda pa vsak človek ob koncu leta zaključi se nek cikl. Ne? Če leto povemo, da se je zavrtelo v nekem krogu, potem vsak malo razmišlja, ne? Kako se je odvilo to leto, kaj pričakovati v novem letu, kako. In seveda vraže so od nekdaj bile, se jih pa malo kdo že spomni. No? Seveda ima skok v novo leto poseben tudi duhovni pomen, torej zaključi se neko obdobje. S tem pa je povezano tudi pokanje na nek način, hrup. To ni samo zaradi efekta, ampak ima seveda svojo tradicijo. Ja, pokanje je od nekdaj predstavljalo ne samo slovesno dejanje, ampak je pravzaprav preganjanje nekih zlih duhov, še iz preteklosti, pa potem morda konec koncev tudi zime, ampak zime še ne zdaj. Skratka, ima neko tradicijo to pokanje. Ne? Je pa res, da v takšni obliki, kot ga danes poznamo, tega nikoli ni bilo. Ne? In je bilo, recimo temu, bistveno manj pokajoče. Mogoče bi lahko danes tudi povzročali hrup, ampak s kakimi instrumenti, drugimi pripomočki? Veselje je bilo vedno del tega silvestrskega večera, čeprav moramo reči, da je tako pri nas kot drugje po Sloveniji, pa verjetno tudi v svetu, bližnjih okolici, bomo rekli, novoletni večer bil manj poudarjen kot recimo božični večer, ker je božični večer vendarle bil veliko bolj. Novo leto so recimo pred 100 leti preživljali razen v mestih, kjer se je to vendarle nekoliko bolj slovesno odvijalo. Po vaseh novoletni večer ni bil tako zelo cenjen. Ne? So ga dočakali recimo do polnoči, ampak ne pa, da bi zdaj takšen poudarek dali novemu. So pa, če lahko ob tem povem, seveda se držali nekih pravil, recimo tega, da je na novega leta dan v hišo moral prvi vstopiti in želeti srečno novo leto moški. Tudi to, da so zvečer pred novim letom jedli, niso smeli jesti perutnine, ampak svinjino. Zakaj? Svinja je grebla nazaj, svinja je rinila svojim rilcem
naprej. Perutnina seveda je s svojimi kremplji praskala nazaj, grebla nazaj. Torej, nekih pravil so se še nedolgo nazaj držali, ampak kot že rečeno, včasih se še kdo spomni tega, hvala Bogu. Zdi se, da smo čisto pozabili na zimski solstici, ki pa je bil tudi en poseben trenutek v letu, ki se ga je držalo kar nekaj obredov. Ja, to so zgodbe, ki segajo daleč nazaj v čas pred krščanstvom in seveda vsi ostali obredi, ki so sledili, so se nekako naslanjali, so pokrivali te praznike iz poganskega časa, da tako povem, in tudi tukaj je bilo tako, ne. Ta prehod ali pa umiranje sonca, kot so včasih znali reči, ne, ljudje so se bali, ker je moč sonce slabela. To se pravi, vse krajši dan je bil, moč, toplota torej je slabelo, vse bolj mrzlo je bilo in kaj je to pomenilo? Bali so se, da bo enkrat sonce ugasnilo, ne. In zato so bili pravzaprav prestrašeni in se veselili po svoje takrat, ko je ponovno začelo dobivati na svoji moči in tisto obdobje pa seveda potem prihaja s pomladjo, zelenjem in tako naprej. Če malo povzameva, kje najdemo navdih v preteklosti in kako kljub vsemu obdržati korak s časom v teh praznikih? Ja, to je pravzaprav zelo težko napovedati ali pa povedati. Zadeve se odvijajo same po sebi, mimo njih ne moremo. Čas svoje prinaša, globalizacija je seveda prav tako prinesla svoje. Če so nekoč pri nas, kot sem že povedal, za večerjo jedli nekaj, se zdaj prinašajo stvari od drugod. Zakaj? Čisto enostavno, zato ker je nekomu tako všeč. In potem se zadeve seveda prilagajajo, popravljajo, nastavljajo in čez 100 let kdo ve, kaj bodo govorili, kaj smo počeli mi danes. In nič ne bo narobe s tem. Tako, karkoli boš počel danes, naj ti bo lepo. Najlepša hvala za obisk v studiu in seveda v novem letu vsega dovolj, predvsem pa veliko zdravja. Hvala enako in seveda vse dobro v novem letu. Naš silvestrski program se bo nadaljeval s pogovorno oddajo Med nama, v kateri bo Benjamin Langner gostil pisatelja in pesnika Dušana Šarotarja. Med drugim sta se pogovarjala tudi o prihodnosti jezikov. Ostali bojo pravzaprav samo mali jeziki, tisti jeziki, ki imajo pesniški naboj. In v takih jezikih je shranjeno ogromno človeškega spomina, tudi trpljenja, lepote in seveda poseben naboj, ki tem jezikom daje moč, da vztrajajo. Ob koncu leta se radi spomnimo tudi vseh zabavnih trenutkov med pripravo Pomurskega dnevnika, ki jih ni bilo malo. Tudi letos smo nekaj pripetljajev pred kamero zbrali na enem mestu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Ti si cel dipse. Znam. Zdaj meni dipsi ide po glavi, pa ta tinki vinki. Zaradi upokojitve se je konec minulega leta. Čakaj, se bo. Spoštovani gledalci, gledalke. Izvolite, gospod mi je pravijo. Čakaj, zdaj sem pa cela razštela, no. Zaradi upokojitve se je konec minulega leta z mesta direktorja zdravstvenega doma Lendava poslovila. Pa da, joj. Joj, kako učiš? Delaj za katanega. Slišali ste, ne bomo vrgli koruze v... Ne koruza, puške v koruzo. Ne morem, preprosto ne morem. Ok. Več torej ob 18:30, kaj pa pravijo? Telemajske. Zaradi upokojitve se je konec minulega leta z mesta direktorja zdravstvenega doma Lendava
Da smo leko kaj komentiram, tako si fajn ostalo, drona sem zdignil. Bo zdaj pa res prisežem, da bo. Da ni to si ti kriv, ko si me dekoncentriral s tem dronom. Ti bi ob obstoječem imenu Nika nismo delala, leko idete. Joj, gleda da me nastavlja. Pri mojih letih pa res. Joj, parva ne to samo. Ja, kako ste zdaj vsiljivo prišli? Mislim, nemamo tega spavati. Kot je ta rdeča luč za pujčeke, mislite, ko ja? Ajajaj. No pa dejmo. To nas mislite za kikse uporabiti, ker leko zlorabimo v kariero. Bla, bla, bla. Zaradi upokojitve se je konec minulega leta z mesta direktorja zdravstvenega doma Lendava poslovila Olga Požgaj. Pa jaz ne morem tega brati. Ne morem, glej. Na napakah se učimo in upamo, da ste se smejali z nami. Preverimo še, kakšno vreme bo na prvi dan novega leta. Dokaj jasno bo. Zjutraj je bilo jasno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili nič, v Krajinskem parku Goričko pa -2 stopinji Celzija. Jutri bo sprva še dokaj jasno. Popoldne se bo oblačnost na zahodu gostila in razširila tudi proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -3, najvišje dnevne od 0 do 5 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju -6, v Mariboru -7, najvišje dnevne pa v Murski Soboti in na Ptuju 5, v Mariboru pa 4 stopinje Celzija. V petek bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo na vzhodu. V soboto pa kaže na oblačno vreme z občasnimi padavinami. Spet bo hladneje. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med -6 in 0, čez dan pa med -1 in 5 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Naj bo v skoku v novo leto, kar se da prijeten tudi v naši družbi in naj vam leto 2026 prinese veliko zdravja, sreče in dobrih informacij. Hvala za vašo pozornost in srečno!